Dramska igralka Bogdana Bratuš, po rodu in temperamentu mediteranka iz Gorice, je študij dramske igre opravila na AGRFT v Ljubljani. Nato je kot mlada, komaj 23-letna igralka svoje ustvarjanje začela v tržaškem gledališču in že kar v začetnih sezonah dobivala vredne igralske naloge. 30 letja, toliko je trajal umetniški angažma Bogdane Bratuš v našem gledališču. Ta časovni lok njenega zrelega igralskega obdobja se je začel v letih 70 in se potem zaključil okrog leta 2000. Bilo je intenzivnih 30 let zanjo in za ves ustvarjalni ansambel, v katerem je bil takrat tudi njen soprog, igralec Anton Petje. Kot je bilo tedaj v navadi, je igralski ansambel v vsaki sezoni pripravljal številne produkcije in vsi igralci so bili precej angažirani. Poudarila sem to njen Bogdanin zrelejši angažma v našem teatru. Pravzaprav se je ona kot igralka napovedala in tudi začela izkazovati že v letih 50. No, to so jo pač življenjske in tudi poklicne poti peljale daleč in potem se je v letih 70 s svojim možem Anton Petjetom vrnila v naš teater, kjer je v bistvu odigrala velik del njenega igralskega opusa. Bogdana, Goričanka, je sodila v tisti krog gledališčnikov, ki so bili doma na področju, ko mu pravimo zamejstvo. Jaz rajši govorim v Furlaniji Julijski krajini o Slovencih, ki živimo v tej deželi. Ona je svojim delom, kot tudi drugi, naj tokrat omenim samo režiserja Marija Uršiča, od katerega smo se pred kratkim poslovili, je pač bila izraz te ustvarjalnosti, posebej gledališke ustvarjalnosti Slovencev v Italiji. Kot vsakega igralca oziroma igralko sta tudi Bratuževo zaznamovala njen čas in prostor. Sezono 1960-61 je prešla v Slovensko narodno gledališče Drama Maribor, kjer je nadaljevala tradicijo primorskih gledaliških umetnikov v mestu ob Dravi. Bila je med tistimi člani mariborske drame, ki so dajali ton njenemu umetniškemu razvoju, hkrati pa se je ob njem samo igralsko vzpenjala. V 10 mariborskih sezonah je Bogdana Bratuš ustvarila kar 32 odrskih likov. Z vsemi temi in mnogimi drugimi stvaritvami se je vtisnila v zavest mariborskega gledališkega občinstva. 10 let, ki jih je prebila v mariborskem gledališču, so ga požlahtnila, njej pa razširila in poglobila igralsko izraznost. Sezono 1970-71 se je Bogdana Bratuš vrnila v Slovensko gledališče v Trst, kjer je nizala vlogo za vlogo po 4, 5, pa tudi 6, v sezoni 1974-75 celo 7 vlog, likov in karakterjev, od služkinj do kraljic, od nevest do soprog. Kako je otrok, ki se je leta 1934 rodil v Gorici, doživljal svoje otroštvo v domači kavarni, v zavedni slovenski družini, kjer se je lahko samo potihem govorilo in med seboj govorilo v slovenščini, kako je ta otrok doživel 45. leto, ko je na travniku nastopil maja meseca pevski zbor in pel svobodno v slovenščini, potem nastopalo gledališče. Gledališče, ki je prineslo visoko donečo, uglajeno slovensko besedo, ki je bila mogoče v tisti predstavi še
bolj svečana od katerekoli prej izrečene italijanske besede. Bogdana Bratuš je vse to doživljala v domači kavarni v centru Gorice. In poleg gledaliških predstav, ki jih je gledala na odru, je imela med gosti njihove kavarne, še Nado Gabrielčič, Goričanko, ki je bila članica SNG za Trst in Primorje in se je vrnila v Gorico po 23 letih. V tem času je dozorela v igralko in o tem, kar se je dogajalo v Ljubljani, kar se je dogajalo na odru, za odrom, je pripovedovala sočno, markantno, kot je bila. In takrat se je v Bogdani Bratuš vnela ta strašna ljubezen do gledališča. Ljubezen, ki jo je potem peljala seveda na akademijo, kjer je srečala druge take sebi podobne zanesenjake, Adriana Rustjo in Alojza Miliča. Ko je zaključila akademijo, je bilo nekje povsem normalno, da pride v tržaško slovensko gledališče, vendar je dobila samo honorarno. Nastopala je zelo, zelo pogosto, ampak vedno honorarno, ker je bilo takrat gledališče res na močnem prepihu. In pravzaprav je marsikdo iz tistega gledališča tudi odšel. Res je bilo prepišno in obenem za Bogdano Bratuš zelo, zelo zanimivo obdobje. Ustvarjala si je družino in mesto zanjo in za njenega moža, Antona Petjeta, je bilo v SNG Maribor. Tisto obdobje je pravzaprav bilo zelo potrebno za igralko, ki si ustvarja družino in obenem ustvarja tudi svojo gledališko odrsko podobo. Komaj je bilo mogoče, komaj so se zadeve v Trstu uredile, in to je bilo leta 1970, sta se pa z možem preselila v Trst. In tu se je Bogdana Bratuš razživela, razbohotila se je njena igralska podoba in pravzaprav je bila med tistimi srečnimi igralkami, ki je zaključila svojo igralsko kariero z izjemnim delom. V 90-ih letih je bila na Broadwayu uspešnica McNallyjeva Masterclass. To je drama, ki govori o življenju in delu Marije Callas. To dramo si je Bogdana Bratuš izbrala za svojo 40-letnico in obenem tudi poslovilno predstavo. Bila je izjemno srečna izbira. Ob njej so nastopali tudi taki žlahtni mladi Vesna Pernarčič, Barbara Cerar, Daniel Malalan. Na klavirju jih je spremljal v živo maestro Aleksandar Vodopivec, režiral je Vito Taufer. In v tej predstavi preko življenja te velike operne pevke je Bogdana Bratuš lahko izrazila vse to, kar se je v življenju in na odru zgodilo. Bila je tako intenzivna predstava, tako doživeta predstava. V njej je lahko Bogdana izrazila to svojo veliko ljubezen do gledališča, do odra, do dramskih tekstov, do dramskih avtorjev, do vsega, kar jo je obdajalo, do gledalcev. Ni bila samo ljubezen, tudi predanost, velika predanost vsemu, kar oder zahteva. In pa tudi vera v poslanstvo lepe, uglajene slovenske besede. Vera v to, da s to besedo lahko spodbujaš, lahko dramiš ljudi. Vse ostalo je bilo povedano pravzaprav v medtekstu. Dosegla je seveda tudi Lepo Borštnikovo priznanje za vlogo Marte v Olbjevi Kdo se boji Virginije Woolf.
Potem je bila čudovita predstava tudi Uršičeva prireditev Kjarove delitve, kjer so nastopale 3 naše velike igralke. In Bogdana je bila med njimi Fortunata Tetamanci, ostale so bile Miranda Ceharija in še Mira Sardoč. 3 različne ženske in vendar so dobile Borštnikovo nagrado za izjemno ansambelsko igro. Torej, dosegle so, kar se pravzaprav težko v ansamblu tako zlitje doseže. In kaj bi rekla še, mogoče to, da so bile tudi trpke vloge v njenem življenju. In o teh trpkih vlogah je tudi spregovorila v tisti znameniti masterclass, ki jo je res imenitno odigrala. In gledališka publika jo je takrat nagradila s prisrčnim, toplim aplavzom. Mislim, da je s tisto predstavo bila vsaj nekako potešena, ker igralcu ni nikoli samo aplavz dovolj. Vedno rabi še nekaj več, nekaj dodatnega. Ampak publika, njeni gledalci, vsi, ki so bili z njo na odru, so ji takrat zaploskali. In mislim, da se tisti aplavz in nasplošno za vse to, kar je nam dala, zasluži velik, velik in topel aplavz. Izvedela sem tudi to, kako je. No, kako si je gospa baronica dala tedaj narediti otroka? Zelo hitro sem to izvedela. Takrat nisem bila več tako mlada in neumna, čeprav je od tistega časa minilo več kot 30 let. Ja, takrat sem bila še pri ženi njegove ekscelence, pri gospe generalici, pokojni materi gospe baronice. O, to vam je bila fina hiša. Jaz sem bila prva med služabniki. Nekega lepega dne, bilo je v februarju, gospa generalica mi je pozvonila. Ko sem prišla gor, mi je rekla: Cerline, mi je rekla, Cerline, saj veš, da se moram v tu hiši stisniti, vendar te nočem popolnoma izgubiti. Ja, tako je rekla. Ali ne bi ti šla k moji hčerki? Otroka pričakuje. Bilo bi mi ljubše, ko bi bila v hiši pri mojem vnučku ti, ne pa kakšna druga varuška. Ja, tako mi je rekla. V pomembnejših vlogah je nastopala tudi na RTV Slovenija, bila pa je tudi dolgoletna sodelavka Radia Trst A v radijskem dramskem programu ter oddajah za otroke in mladino. Kot urednica otroških in mladinskih oddaj na Radiu Trsta sem veliko sodelovala z Bogdano Bratuš, ker je prebrala ogromno tekstov za otroke. Predvsem je zelo rada podajala jutranjo pravljico za rubriko, ki jo vsi poznamo, Pravljica za dobro jutro, in ki jo otroci še vedno lahko poslušajo zjutraj, in to z veliko tenkočutnostjo in posebnim posluhom za otrokovo dojemanje zgodbe. Izvajala je zelo slikovito, zelo prisrčno, ni pa marala pretiravanja. Vsi vemo, da v pravljicah, v številnih pravljicah, nastopajo živali, velike, majhne, vseh vrst, ki se med sabo pogovarjajo, in zgodi se lahko, da se pretirava pri posnemanju njihovih glasov. Tega pri Bogdani Bratuš ni bilo. Ona je ubrala nekje srednjo pot, svojo igralsko sposobnostjo pa je vsekakor vedno lepo ponazorila pravljico in tudi ovrednotila njeno poanto.
Vzela je mačka tistega popoldneva najlepšo rumeno pentljo in si jo privezala okoli vratu, mačka nečimrna. Pogledala se je v ogledalu od spredaj in od zadaj in od strani, zavihala je rep in se odpravila iz hišice. Hodila je po ulici z dvignjenim repom in kadar je srečala kakšno drugo mačko, se je ozrla za njo samo zato, da bi videla, če se ona druga tudi ozira za njo. In še bolj je zavihala rep, če se je kakšna razkuzmana smetiščna mačica hrepeneče zagledala v njen svileni trak. Naj hodi in se sprehaja, naj viha rep. Mi gremo pogledat, kaj se godi medtem v mačji hišici. Komaj je mačka odšla, je drobna mišja glavica pokukala izpod omare. Zrak je čist, je radostno zacvilila in pri tej priči so se miši iz vseh kotov in lukenj zapodile na sredo hišice. Živijo, veselica se lahko prične, je zaklical mlad mišon. Brž so se miši razpodile po hišici, ene so se vtihotapile v shrambo in prinesle sir, salamo, slanino in maslo, druge so z združenimi močmi prikotalile steklenico mleka, tretje so pukale pirje iz pirnic in se krasile z njim. Začela se je pojedina, kakršne miške niso pomnile. Pele so in se basale z mačkinimi dobrotami, plesale so in poskakovale in upile, daj z mačko, kaj nam pa more takale trapasta stara mačka? V hiši smo mi, gospodar, se je drl mladi vročekrvni mišon in miške so ploskale, da se je slišalo kot dež. Ker njeno pripovedovanje ni bilo nikoli dolgočasno, suho, bi rekla, enolično, sem jo potem tudi angažirala za branje nekaterih otroških kotičkov, ki so se zvrstili v teku tedna takrat. Takrat govorimo o 80-ih, 90-ih letih, kar je za nekatere že prazgodovina. Takrat je bilo več otrok. Več so poslušali radio in seveda je bilo tudi njim namenjenih več oddaj. In tako smo imeli v teku tedna približno, mislim, 3 termine s temi otroškimi kotički, ki so trajali 20 minut. Nekateri so bili zastavljeni tako, da so otroci pri njih sodelovali, bodisi preko telefona ali s pismom, nekateri pa so bili pravi prizorčki. In tu sem potrebovala 2 izkušena igralca. In tu mi je prišla prav tudi Bogdana Bratuš, ki je že brala za otroke. Veliko je brala skupaj s Stojanom Coljo, s katerim sta se odlično ujela. Mislim, da sta se včasih med snemanjem prav zabavala. Oba sta bila tudi karakterna igralca, ona je bila zelo živahna, on je bil tako šaljivec. Seveda je bilo treba potem tudi opremiti glasbeno, zvočno, ampak izvedba igralcev je bila bistvena. Spominjam se tudi drugih serij, ker je igrala tudi z drugimi igralci. Še prej je eno serijo izvedla skupaj z Livijem Bogatcem, potem je bila ena, ki se je dobro spomnim, z Dragom Gorupom. Skratka, kar nekaj igralcev se je zvrstilo ob njej. Tako, če naj potegnem črto, moram povedati, da sem zelo dobro sodelovala z njo. Sčasoma, ker sva toliko bili skupaj, sva se tudi spoprijateljili, tako da me je nekoč tudi povabila na svoj dom v Gabrovico pri Komnu in res sem šla. In tam sem razumela in spoznala, kako ona ljubi kras, kako ljubi naravo. Hišo si je uredila v popolnem kraškem stilu. Imela je ogromen vrt, kjer je z veliko ljubeznijo obdelovala cvetje, zelenjavo, zelo rada.
In ko sem to gledala, sem se spomnila, da mi je nekoč povedala, rekla je, če ne bi postala igralka, bi prav gotovo nekoč imela veliko vrtnarijo. Jaz sem razumela, da je ona tam srečna, da je v Gabrovici dobila to, kar si je želela. Tako sem jo videla, takrat, ko sem bila pri njej na obisku. Veliko let je minilo od takrat, marsikaj sem že pozabila, veliko let je tudi minilo, odkar sem se upokojila, ampak spomini na to najino sodelovanje, na to skupno delo, na sooblikovanje oddaj, to imam še vedno zelo živo v srcu in v spominu, ki je tudi zelo prijeten. Tako se je skozi postavo, prek obraza ter glasu Bogdane Bratuš zvrstilo blizu 150 ženskih oseb v gledališču ter likov in karakterjev na radiju in filmu, upodobljenih z igralskimi doživljajskimi prvinami, ki skupaj ohranjajo celovitost njene igralske podobe in spomina.